Pozdravljeni in dobrodošli v moji družbi, z vami Aleksandra Winkler-Drole. Danes bom šla podrobneje pogledati karmično prognozo Slovenije v letu 2025. Ta trenutek je v vaših trafikah, naših trafikah, kakorkoli, moj uvid po energijah vsakih 10 dni za celo poletje. To je revija Dobra karma. In v njej je ta članek, imate tudi test. V prvem tednu v juliju bo zunaj Ona Plus revija, kjer bom podrobneje povedala datume. Zdajle bom pa naredim en tak pogovorni povzetek in še neke stvari, ki v časopis zaradi omejitev število črk niso šle. Tako da vsekakor dobrodošli v moji družbi. Če ste prvič na mojem YouTube kanalu, naročite se na ta kanal, da boste deležni tudi drugih video vsebin, ki bojo v kratkem na voljo. Se pravi, prognoza, uvid predstavlja neko možno rešitev, predvid, tako kot vremensko napoved. In tako bom rekla, to poletje je polno križišč, kjer smo pač pred nekimi odločitvami in potrebujemo kompas usmeritve. Recimo, jaz delam tudi z umetno inteligenco. Tale kompas smo dali, to je naša fotografija z umetno inteligenco v revijo. In ta kompas, nekaj dobim sliko, idejo, potem damo opis in to sestavimo. Pomembno je, da imamo 7.7., ta datum si zapišite, že nek kompas, kje smo in kam peljemo. Recimo, tole je bila prognoza za leto 25, sem jo lani konc leta dala, je pa takle most, neki grejo levo, desno, spodaj, zgori so ljudje. Se pravi, med preteklostjo in prihodnostjo. In zdaj to poletje, je ta čas, zdaj nam je zraslo, kar smo posadili, bi rekel človek, ali pa vsaj vidimo, kaj bo z tega. Tukaj je pomembno, da se zaveste, v življenju je nekaj, peščica ljudi, ki so po naravi vodje. Vsi ostali so followerji, se pravi vodje, lideri ali pa sledilci, izvajalci nalog. To, kar se rodiš, s tem si. In ne hoteti biti drugačen in nihče ti ne more reči, daj ti bi mogel biti bolj tako, pa ne smeš biti tak, pa bi mogel biti drugačen. Tukaj je zadeva zelo personalizirana in to sem tudi dala vam test, ker vam povem, ker vam pomagam z vprašanji povedati, dobiti odgovore, na katere vrste manifestator ste. Se pravi, 3 vrste ljudi, ki manifestirajo v 3 različne načine ali na 3 različne načine, dobiste v tej reviji Dobra karma horoskop. In sicer govorim o organskem linearnem tipu, se pravi, ta tretji je pač sistemski tip, lahko je pa mešanica med dvemi. Tako da to je važno. Ok, toliko za uvod, časopisov ne prodajam, tako da ni bila to neka reklama. Hočem vam povedati, jaz vam bom tle povedala, nek venček vam naredim, kar sem že ogromno tekstov dala novinarjem, ampak vse ni šlo v časopis. Jaz ogromno stvari vidim, kaj je dobro za ljudi, kako naj vodijo življenje, kako naj razumejo sami sebe, tako da vsekakor dobrodošli v moji družbi. Naj vas spomnim, da bom čez poletje zbirala ljudi pač za jesensko, se pravi v septembru začnem z novo skupino 1. september, online ključ do duše, kjer beremo iz akaških zapisov, to, kar berem jaz, beremo na 7 načinov, 7 različnih dostopov, imam do akaških zapisov
In eden je takle, da si pomagamo z Nihalom Akaš. Se pravi, eden izmed 7, ne, da tam tudi spreminjamo, prepisujemo, na novo zapisujemo, kar nas je tekom mnogih življenj ali pa enega izmed življenj oddaljilo od tega, kar v resnici mi smo kot duša, namen, za katerega smo bili prvotno ustvarjeni kot duša. Ok, zdaj pa grem res k prognozi. Prognoza, se pravi, uvid predstavlja neko povprečno dogajanje. Odlično bo za dobre vodje in odlično bo tudi za tiste, ki ste sledilci, ampak se zavedate, čigavim idejam sledite, čigave ideje izpolnjujete. Še enkrat povem, v življenju sta 2 tipa. Eni so bolj lideri, drugi bolj sledilci. Malo je liderjev, veliko je sledilcev. Tako bi rekla, da lahko je liderjev 10%, pa 90 sledilcev. Če ste med vodi, ni boljš biti eno ali pa drugo, ko bi rekli, kam bi bil rad, mačka ali pas, ni da je boljš biti eno ali pa drugo, odvisno, če imaš lepo življenje kot pas, bodi pas, če imaš lepo življenje kot mačka, bodi mačka, a me zastopaš, lahko imaš pa slabo v enemu ali pa moški, ženska, karkoli se lahko zmislena. Se pravi, ne primerjati, katero je boljš, pa kakšen bi mogel ti biti, ne, ti moraš biti točno tak, ko si, ampak tak, ko si po duši, če se razumeva. To poletje je, to si lahko zapišete, odlično za dobre vodje. Že v vrtcu vidiš otroka, ki je dober vodja, ti, a gremo same, naredimo to. In drugi, ja, ja, ne, sledijo. Ali pa ne bi šli, recimo robutati sosedove jabolke. Se bojimo, kaj pa če gremo vprašati? Mogoče, kaj bo rekli, ja ali ne? Ja, no, lej, ampak samo vprašamo. Ok, kdo gre vprašati? Jaz ne, jaz sem lider, jaz sem zvonila na vrata, oprostite, dober dan. Se pravi, že v vrtcu vidiš, kasneje tudi v življenju, človek se rodi, ki je nekako vodja skupine, pobudnik, organizator. To poletje bo odlično za vse, ki ste dobri, srčni vodje. Tukaj govorim o Siriusu, ki vpliva na, ki se aktivira duhovno srce. In 7.7. bo datum, to si tudi zapišite, ker bomo točno videli, kam smo pripeljali prvo polovico leta. Kakšne cilje smo se zastavili, a so uresničljivi, kam bomo šli, kako bomo speljali stvari naprej. 7.7. Za vas bom imela brezplačni webinar, to je Google Meeting, zato ne pozabiti brati mojo e-pošto, od omgarden.si, se pravi omgarden.si, na koncu je obrazec, izpolni in dobiš povabilo. In pač vse pogoje v zvezi s tem. Tako da 7.7, portal 7, Siriusni portal. Če si lider, pazi, še enkrat ponavljam, to poletje, pazi, čigave ideje si prevzel za svoje. Namreč veliko je polemik. Eni pravijo, da so humanitarne organizacije poštene, drugi pravijo, da ni nič transparentno, kam gre denar, ki se zbira. Eni pravijo, da je leva stranka odlična, drugi pravijo, da je strec iz ozadja, ki zbira poslance, da pač zbira vse in kroji pač usodo poslanske skupine iz ozadja, se pravi, da je neko ozadje neke stvari. Eni pravijo, da pa ni. Se pravi, tle, kdo ti pove resnico, kateri medij ti kaj servira, kateri človek ti kaj ponuja. Jaz sem pred leti srečala sošolca, grozno lepo oblečen je bil, suknjič, tako kravata. Sem rekla, živjo, a tle si, kaj pa počneš? Ja, ti bom že povedal. Ja, ti bom prišel domov razložiti, kaj delam.
No in ok, dobro, ne boš povedal zdaj, kako počneš, kaj delaš. Ja, to bi lahko tudi ti, veš, dobro mi grejo. Hvala Bogu, da ti gre dobro. No, v glavnem pol smo ugotovili, da mora biti tako lepo oblečen v suknjiču, beli srajci, kravati, zato ker je neke vrste akviziter, da pač to pali pri ljudeh, če priješ te v njih capah, ne bojo verjeli. Ta svet se je zaključil. Se pravi, da se boš zunaj kazal nekaj, kar v resnici nisi, to se bo zaključilo. Na dan bojo pripravili ogromne stvari, ki so bile pod tepih pometene. Poznam ženske, ki sploh nočejo vedeti, da jih mož vara. Nočejo brskati za tem, ne zvem, kakor nočem tega vedeti, zakaj bi se mogla še s tem ukvarjati, ali pa karkoli kaj drugega. Tako da bodite pripravljeni, lahko zgubite kakšnega prijatelja. Sem dala v navednice prijatelja, ker to pač ni prijatelj. Če pridejo na dan stvari, ki jih je kuhal za tvojim hrbtom, delal za tvojim hrbtom, škodil tebi, na tak ali pa drugačen način, grdo govoril, potem to ni prijatelj in bo prišlo na dan. Se pravi, to obdobje je poletje, govorim junij, se začenja z dobro komunikacijo, začenja se z dobrimi odnosi, začenja se z nekim entuziazmom pred poletjem in če mene vprašate, tlele sicer bojo neke verski konflikti, verjetno bojo to muslimani, katoličani ali pa katere druge verske skupine in z izvolitvijo novega papeža sem zelo zadovoljna, v glavnem nimam kaj reči, čudovita duša, ni zemeljska duša, največ ima kvalitet Sirjan, ker pač tudi matematik je in Sirjan oziroma Sirius, dušne skupine, so na zemlji zato, da prinesejo zdravo pamet in duhovnost obenem. To niso zblojeni duhovneži, to so ljudje, ki imajo levo in desno možgansko polovico enakovredno in zelo tako uravnovešene ženske, moške energije, yin yang govorim. Tako da zelo sem vesela za tega človeka. Nekateri pravijo, da je Amerika postala velesila, ker pač ameriški državljan pa z močno zmago, se pravi tudi z izvolitvijo Trumpa, v glavnem leto je leto zaključevanja, a ne, in hkrati novih začetkov. Ko zaključiš, ne vem, srednjo šolo, se vpišeš na faks, ne, se pravi si že hkrati nekaj zaključil in si že vpisan nekam drugam. Zdaj, Slovenija ima še vedno karmo, bi se reklo, ki se je začela, to pogrešamo, da bi bili tako enotni, kot smo bili na plebiscitu za osamosvojitev Slovenije, to pogrešamo, a ne. In da bi bili res tako enotni in ljudje niti ne vejo, katerim lažnim medijem sledijo, ne raziskujejo o tem. Torej, uporabi levo in desno možgansko polovico, pa naj si bo zato, da pogruntaš, če te partner vara, če prijateljica te izkorišča ali pa prijatelji, če lažeš, varaš samega sebe, če hočeš iti skozi zaprta vrata, pa vidiš, da se ne premaknejo, ne hočeš, siliš v neko smer, ki nikakor se ne počutiš, da je dobra. Se pravi, kaj se bo hudega godilo v tem letu, zdaj tele vojne se zaključujejo, tu so še zadnje bitke pred mirom, pravijo, da je tik pred svitom najtemneje, ne, in spet tle ljudje, eni vzklikajo Hamas oziroma Palestina, drugi Gaza, gospod Borut Pahor, ki ga zelo spoštujem, čeprav mi ga je škoda, ker je šel pač v levo
politično stranko, so spet mnenja deljena, ampak to, kar je povedal, je končno osvobojen vsega, se pravi, govori po nareku. Mnogo politikov govori po nareku, stricev iz ozadja in ne iz svojega srca, iz svoje vesti. Zato ljudje ne nasedajte jim, ker že sami vejo, da lažejo. Vsi tili lažni, bi se reklo, aktivisti, niso to okoljevarstveniki, ni Greta, ta Švedinja, ne zanima njo okolje, lepo prosim. Preberite malo več o njej. Ona ne bo šla tam, kje je vojna, ona je pač politična aktivistka, če me ne vprašate. In jo ne skrbi nič boljši svet in tako naprej. Tako da res pazite, saj bo prišlo na dan, ampak ljudje kar podpirajo, sledijo, se pravi, ljudje so neki followerji, imajo nekega idola, navijajo za njega in ne vejo, ima ta kvalitete, kvalifikacije ali pa so proti nekomu, recimo proti lovcem, proti odstrelu medveda in to, da si nekaj za ali pa nekaj proti, to je 8. čakra, je modrost. Bodi, razišči, to je tvoja naloga, to je tvoja karma v tem poletju. Se pravi, globlji pogled, razumsko definiranje, ne se slepiti, ne kar slepo slediti nekomu in izvajati neke stvari po nareku ali pa po ideji drugega. Včasih so nam rekli, čokolešnik, ker je dober za otroke. A ste, koliko mam je kupavalo otrokom čokolešnike, zato so to na televiziji rekli. Nikoli nisem jaz njim dala čokolešnika, jaz sem jim dala gres in kakav. Se pravi, če razumete, in lešnike mlete, no, tako da sem naredila dosti bolj hranljivo in kvalitetno stvar, pa jih nisem prikrajšala za nič. Vsako stvar, če ti reče nekdo, to je dobro za otroke, ne verjeti, ker je ogromno slepil in tudi ti ne počni tega, se pravi, da zavajaš. Govorim o čakrah v tem poletju, se pravi, zdajle, ko to snemam, še v juniju, je 2. čakra. 2. čakra, spolna čakra, za plodnost. Če bi kjera rada zanosila, naj pohiti. Potem pa se gre to poletje od srčne čakre do 8. čakre. V knjigi Akaški zapisi, osnove dušne matrice, zdaj bo vse sem te strani, tlele, opisujem 8 božanskih moči. 8 božanskih moči, vsaka božanska moč predstavlja, se pravi, 1. do 8. čakro in vsaka čakra ima možnost manifestiranja na sončni in senčni strani, se pravi, na konstruktivnem ali na destruktivnem aspektu. In to poletje, se pravi, zdaj junij, se začne z 2. čakro in potem se pa odprejo grlena, tako da predstavlja ta komunikacijo. Odlično za vse govornike, organizatorje, za vse, ki bi radi karkoli v zvezi z izražanjem, to je tudi izdelovalci spletnih strani, programeri, tudi oni se veliko izražajo, sam so tiho in pišejo programe. Tako da ni to grlena čakra, ali božanska moč, če je dobro postavljena v osebi, se pravi, moraš biti že rojen s tem, jo uporabljati tudi dobro, tako ko opisujem božanska komunikacija na pozitivnem aspektu v omenjeni knjigi. Tle lahko z dobro komunikacijo dosežemo velike dogovore, v svetu bojo dogovori za mir. Sicer bi se mogla vojna v Ukrajini in Rusiji, med Rusijo in, se pravi, Ukrajino že zaključiti,
pa se še vleče, pravim, da so to še zadnje tiste najtemnejše ure tik pred zoro. Čeprav v reviji Ona Plus, ki bo izšla julija, prvi dni v juliju, mislim, da smo dali naslov, smo na pragu tretje svetovne vojne. Govorim o določenih vrstah vojne, ki pa ne bojo kakor v smislu, da bo klasična tretja svetovna vojna, ampak bojo to drugačne oblike vojne. Tukaj je tudi medijsko nasilje, medijsko posilstvo, dezinformacije, ne veš, komu bi verjel, komu bi sledil. Naloga je, da ugotoviš, komu bi verjel, komu sledil, kdo je iskren, kdo ima masko na obrazu. Veste, da se ljudje delajo svetnike, se smejejo in drugi jih imajo za dobrotnike. In te maske, zadaj za to masko veselja, navideznega, navidezne svetlobe, ne veš, kaj se skriva. Kako ne veš, kaj je za lepo obleko, kaj je spodaj. Ne moreš vedeti, kaj je noter v organih. Ne moreš videti jetra, pljuča, ledvice, če vidiš človeka tako. Nimaš rentgena. Zato ne verjemi svoji presoji, na prvi pogled, na prvi vtis. To je naša naloga, da se s tem spoznamo. V glavnem, kar se nanaša na politično dogajanje, junija se svet umirja, julija bo spet neke konflikti, v smislu bolj govori, razgovori, septembra bo pa sploh vroče. Sicer se stvari čez poletje pomirijo, septembra bo vroče ali pa zaključek. Dokončno pričakujem, da bo dokončen mir v Ukrajini, vmes bo pač še začasen mir ali pa začasno premirje in bi moglo se to zaključiti. Glejte, pol, če se veselimo konca, važno, da bo konec, ampak pol sledi obnova, tako da lahko pričakujete višje davke, kar je že tako logično. Podražitve ekstremne, pač bomo vse evropske države prispevale k temu, ampak taka je cena za varnost. En odličen govornik, doktor Gregorčič, je rekel ta stavek: Ukrajina bije bitko vseh nas, da nam ni treba se postavljati s takim velikanom, kakor je Rusija. Peter Gregorčič, komentator. Tako da poslušajte modre in pametne ljudi. Jaz sem vesela, da imamo novega papeža, katoličani, moder je. Se pravi, modrost je kvaliteta duše, inteligenca je kvaliteta razuma. Ko sem po 8. čakri, to bo, se pravi, grlena, 7. mesec julij, gremo na srčno čakro, grleno čakro, tretje oko in pa 8. čakro, 7. in 8. čakro. Največ bo za Slovenijo na udaru grlena čakra. Se pravi, to je lahko dobro ali pa slabo. Tvoj jezik je lahko tvoje orodje ali pa orožje. Lahko pridobiš nekaj, zaslužiš z jezikom ali pa koga ubiješ z jezikom. Jezik je lahko kot sablja. To je pač za Slovence sploh značilno. Letos je tako, ker je karma Slovenije zrak, se pravi intelekt, ekvivalent astrološkim zračnim planetom. Tako sem si pač izmislila ta termin, zato da vam lahko razložim, da je to najtežja, da je 4. najtežja vrsta karme, ki jo ima Slovenija kot država. Zato toliko samomorov, ker težko je zdržati. In zato toliko uspešnih športnikov, ker je pomembno, da samo
en dober veter zapiha v hrbet in te že odnese kak meter dlje od druge, govorim o smučarskih skakalcih, o kolesarjih, ne, se pravi tisti vetrček rabiš, pa prav glih tep in zdaj imaš že dobro karmo zrak in se to ujema s tvojo državo, dobiš božji blagoslov, zato tudi pametnih ljudi v Sloveniji in toliko norcev, ne, ker to je zelo tako, bi se reklo, karma zrak je najtežja, to je približno tako, če ne narediš faksa, nisi nič, nisi zaposljiv, lahko samo ovce pasaš. In pol veliko ljudi nima, bi se reklo, prevetrenega, da jim zapiha svež veter. Veliko ljudi je pa res ekstremno pametnih, uspešnih, ampak žal je to najtežja karma in zato tudi dosti samomorov, zato dosti napačnega razmišljanja, zato toliko teh followerjev sledi napačnim idolom, verjamejo kar enemu, ki ga mediji naredijo za uspešnega, brez da bi sploh raziskali, kaj me je uspelo, katere napovedi so se mu uresničile, tega Slovenci ne delajo. Se pravi, niti se ne pozanimajo, ko bojo volitve, kateri rezultati so bili doseženi, vpičijo se v en stavek, ki ga je nekdo rekel in se držijo tistega, kot da bi slišal po televiziji, kupijo otrokom čokolešnik, ker je dober za otroke. Nikakor. In pol to narediš. Tako da res paziti, ta hipnoza, množična hipnoza, medijska hipnoza očitno deluje. In ljudje so čisto hipnotizirani in verjamejo nekemu stricu iz ozadja, medijskemu gigantu, ki je plačan za to, da nekaj spropagira. Tako da Američani so tlele dobro naredili, ki je imela konkurentka, se pravi Donalda Trumpa, precej več medijske in filmskih zvezd jo je podpiralo. Državna televizija je bila na rokih levih, medtem ko je bil Trump na desni. In ljudje so, hvala Bogu, prišli do enih resnic, ker je bilo čez njega ogromno laži, še ste videli še atentat. In niso zmagali tisti lobiji iz ozadja, tisti medijski velikani, ki pač držijo nitke takole, kot marioneto v rokah določene aktiviste, politike. Tako da je kar cel svet skorumpiran. To bo prišlo na dan, veliko stvari bo prineslo gor, tudi Ljubljana in C0, se pravi tale kanalizacija, fekalije čez pitno vodo. Tle pa ni aktivistov za pitno vodo, tle so tiho, a ni čudno to. Enkrat so pa zbirali in cel Facebook je bil poln vode ne damo. To ni imelo nič v zvezi s tistim, da so se borili za čisto pitno vodo, ker sicer bi se zdaj tudi, pa elektrarne se delajo na eni sončne elektrarne, paneli čez celo jezero. Pa noben nima tle nič proti, se pravi, če vidite, je vse odvisno, kdo je zadaj, kdo te plača, zakaj, tudi kar se tiče medvedov odstrela. Vedno išči globljo resnico, ne kar slepo biti nek follower nekoga, nečesa, če nisi raziskal, kaj je ozadje tega, kaj je od spodaj. Poletje bo dobro za vse tiste, ki imajo v redu predniško karmo, v redu bo za tiste, ki imajo od srčne čakre do 8 naprej gor, vse okej. Lahko se veselite, pestro bo pri vremenu, niti ne moram napovedati, čeprav sem za ona oddala napoved, ker so želeli, ampak vam povem, da bo tako zelo različno vreme, da se ti na 3 dni lahko zgodi vse sorti,
od vroče sončno do veter kar naenkrat, dež, mraz, toča, ne bo neke pretirane vročine, ne bo sušno, bo vse, celo bi se reklo, lahko bojo vetrovi in v hribovitih predelih kar malo preveč dežja. Če pač radi hodite v hribe, res previdno, da vas kakšna strela, to bo tudi možnost teh udar strele. Rekla sem, da bo v redu za vse, ki imajo dobro predniško karmo, se pravi, to pomeni, da so imeli mama in oče tvoj lepo življenje, dokaj normalno. Lepo življenje je, da si zdravstveno kolikor toliko okej, da imaš čustveno zadovoljstvo, pa ni važno, čez 2krat ali pa 7krat ločen kolisterol. Važno, da imaš lepo življenje, a ne, razumeš, da imaš, če si želiš, da ti ratajo otroci, če si jih ne želiš, pač okej, jih pač ni, če se razumemo, ni pogoj lepo polno življenje, tisto, kar si želiš, pa da pol ne obžaluješ, če jih nimaš, ne. To je, se pravi, dobra predniška karma, sploh se pokaže v dobrem zdravju, v normalnih odnosih. Če pač ni dobre predniške karme, je tulele lekcija, se pravi, lekcije pridejo, a zmoreš komunicirati s srcem, ne, a poveš to, kar ti leži na duši, kar ti je pri srcu, ali si tiho, ali ne upaš, bi se reklo, izraziti, ne, se pravi, srčna čakra, grlena čakra, tretje oko, tam je za vodje, če si dober lider, organizator, da imaš vizijo, pol je to čakra tretjega očesa dobro razvita, če to nisi, potem je manj razvita, slabše, in ne moreš nič narediti, razen da razmišljaš, kako naj si jaz čim bolj zorganiziram svoje življenje, da mi bo šlo čim lažje. Glej, če se to ženska vpraša, si reče, glej, veš, kaj ti povem, vsak drug dan bom skuhala, glej, ne bo šlo vsak dan, ali pa kupim že zapanirane sire pa meso, pa naredim samo krompir pa solato, glej, imam pol manj umazane kuhinje, če se razumemo. Se pravi, to je vodja, organizator, pač se moraš zorganizirati, da lahko še kaj drugega počneš v življenju, razen pospravljaš kuhinjo pa kuhaš. Tulele je kar nek konflikt z avtoritetami pride, se pravi, tisti, ki imajo res, pazite, avtoritete so prometni znaki. Te jih imamo, samo da greš s hiše, imaš že. Jaz sem že dobila en opomin, ko sem šla, nisem šla čez prehod za pešce, pa se že redar, kričal na mene. Dobro, okej. In grem nazaj, pa sem celo življenje tle doma, pa sem celo življenje šla tle kar čez, nisem šla dol pa čez prehod za pešce. Okej, ampak bodimo pametni, zdaj imajo redarji pooblastila, isto kot policaji, ti napiše položnico, če kaj odgovarjaš, je še dodatna cena. Sem že dobila prvi opomin, ustni opomin, tle pa pazite, se pravi, ko greš pa z avtom, pa ni, je pa malo bolj, cesta je cesta in tam so avtoritete, prometni znaki, redarji, policaji, tam ne moreš reči, nisem hotel, nisem mislil, saj ni bilo nobenega, jaz sem šel, ne gre tako. Se pravi, to bo na testiranju to poletje, in pa tisti, ki so skregani z vero. Tisti, ki so skregani z vero, imajo neke slabe izkušnje iz prejšnjih življenj, religiozne slabe izkušnje in se niso še pomirili, niso še odpustili, niso mogli predelati, da pač vsem, kakor imaš slabe in pa dobre učitelje v šoli, tako imaš tudi slabe in pa dobre religiozne vodje, tako da ne gre posploševati, in če ti je en učitelj v šoli naredil krivico, ne zdaj zaradi tega biti jezen pa sovražiti vse. Niso drugi krivi, če te ugriznil en kuža, ne biti jezen zdaj na vse kužke. Niso vsi
taki. Tako da ljudem se to zasidra v podzavest in tukaj res znajte se pogovarjati sami s sabo, ali pa moraš imeti dobro prijateljico ali pa prijatelja. V juliju mesecu bo 8. čakra in 8.8. dobimo še eno vizijo, kako zaključiti to, kar smo si zadali za cilj, kakor zgoraj, tako spodaj, 8. In se pripravimo na tisto, bi se rekel, ki je življenje neko ponavljajoče se, čas, pravijo, da čas gre tako gor, ni linearen, od 8. zjutraj do 8. zvečer, tako premici, gre tako okrog in vedno se vrača pomlad, samo vsaka pomlad ti le nekaj novega prinese in imaš le višjo stopnjo zavesti. Se pravi, zmeraj, ko priješ na neke točke tle, je isti čas in vedno više si, vedno više je tvoja zavest. Zato bom tudi z vami brezplačno, se pravi za tiste moje podpornike, ki ste kupili knjigo Sporočilo z Oriona, bom v brezplačnem Google Meetingu, to je pač naše druženje, srečanje za moje podpornike in bom pomagala, bomo pregledovali, kje smo in kam peljemo našo osebno življenje. 1. septembra dobrodošli vsi v mojo šolo online Ključ do duše, to je 3-letna akademija. V tisti 3-letni akademiji se naučimo vse počasi usklajevanja z dušno matrico, branje iz akaš za vas osebno, za vaše družinske člane, za vaše prijatelje. In te 3 knjige so zato, da prej pogledate, kakšna je snov, tematika, se pravi, prva je tale akaški zapisi, osnove dušne matrice, druga je Mojstrstvo duše, akaški zapisi in tretjo sem pokazala, je Sporočilo z Oriona. Tako da snov iz teh 3 knjig delamo v 1. in 2. letniku, za 3. vam bom pa še naknadno povedala. Tako, v glavnem, pejte na dopust takrat in tja, kjer je varno, ne gneče, ne takrat, ki je gneča na cesti. Grlena čakra je pomembna, 8. čakra, tudi 6., če si vodja, organizator. To poletje bo polno ljubezni, polno novih navdihov, odlično bo za tiste, ki ste vodje. Zdaj, če ste vodje, če ste dobri manifestatorji, če ustvarjate obilje v vaše življenje, pa res priporočam, da si v tej reviji Dobra karma horoskop izpolnite tale test, se pravi, to je ta revija, tukaj je moj članek, si izpolnite tale test in sledite tlele tem, vsakih 10 dni je nova karmična lekcija, sledite temu testu, kakšne vrste manifestator si. In to je tudi tema za online Ključ do duše, ki ga začnemo v septembru, v avgustu bomo pa imeli skupinsko predstavitev Dneve odprtih vrat. Z vami sem bila Aleksandra Winkler Drole. Za najin prvi kontakt vam priporočam pa branje dušnega zapisa, ki ga opravimo kar po telefonu, potem nad to pa lahko še kaj nadgradimo. Hvala vsem, ki mi priporočate vašim prijateljem, znancem, kolegom, ki se iščejo sebe, svoj najboljši del sebe in ki lajkate ta video, berete brezplačne novice spletne strani omgarden.si. Kmalu spet z vami v novem videu. Presenečenje bo. Čau, čau.